Brati in sestre, evangeljski odlomek danes začne govoriti o tem, da je duh Jezusa odvedel v puščavo. Marko poroča zelo na kratko o tem, da je tam Satan Jezusa skušal, angeli pa so mu stregli. Pravzaprav je bila puščava samo uvod tega Jezusovega boja s hudičem. Glejte, ko že je prišel v Galilejo, se je tam boril z nevero svojih verskih voditeljev, srečal trdosrčno svojih 12 prijateljev, ki jih je sam izbral, njegovi sorodniki so ga imeli za neprištevnega. To je torej bila Jezusova stalna skušnjava, da bi preklical način razodevanja Boga človeku, kakršnega je označil nebeški Oče kot tistega, ki se ga veseli. Namreč, da učlovečeni Bog stopi na mesto grešnika, da bi Božji otroci bili rešeni suženjstva grehu, strahu pred smrtjo, ki nas mimogrede zasuče v kakšno sužnost, egoizem, posedovanje. In potem pravi, Marko poroča, da Jezus oznanja Božji evangelij, kar je Bog sam, da je Božje kraljestvo blizu. Božje kraljestvo, ki je ubogo, skromno, če njegovega kralja tako zlahka in sramotno ubijajo. Za koga ni skušnjava, da se nad takšnim Bogom, ki je sicer opisan kot vsemogočen, močan, svet, ne spotakne, da ga pač težko sprejme za temelj v življenju. Ko pa na tem svetu po naši logiki šteje moč, uspeh, obvladovanje, imetje, to bi po naši miselnosti pričakovali od sodelovanja z Bogom, ne pa obljubo, da bo v našem življenju tudi križ, bo tudi polnost, da se bo naše življenje ohranilo za večno samo na en način, z daritvijo, tako kot je pokazal Kristus. Da se razdaš, da dopustiš, da se Bog Oče na takšen skromen, ubog način predstavi v tvojem življenju svetu. Stari Kristus pa nas blagruje, če bomo verovali, čeprav ne vidimo njega ostalega. Nam pa daje za to znamenja. Mnogi so namreč, ki so spremenili, ali kako danes evangelij reče, spreobrnili svoje mišljenje, ker so v življenju iskali in našli Boga. So mnogi, ki spreobračajo svojo miselnost proč od logike tega, kako bom zase čim bolje poskrbel, in so jim potrebe bližnjih zelo drage. Mnogi so, ki svoj čas darujejo, ne da si ga odtrgajo, ker z veseljem darujejo za otroke, sozakonca, starše, morda koga v skupnosti, v bližini, sovaščana, someščana. Zato ne postajajo grenki dolgočasnih obrazov. Zagotovo jih srečujejo tudi stiske, morda da je žalost, čisto potreba po ljubezni, ki jih priganja k dobremu, pa vendarle vedno znova, tudi iz razočaranja, morda kdaj iz kakšnega obupa zmorejo vstati, ker verujejo v Jezusove obljube. Vaše Božje kraljestvo, potolaženi boste, podedovali boste deželo, nasičeni boste, usmiljeni boste dosegli. Se mi zdi, da je postni čas znova priložnost, da damo Gospodu nekaj več prostora v našem življenju, da poživi vero v smiselnost njegovega načina mišljenja. Morda še za znamenja, da bomo verovali njegovemu mišljenju, logiki Božjega kraljestva. Pa ne zato, da naše življenje postane morda še bolj klavrno, ampak da bi ga že danes imeli v polnosti.